končno se je začel... A snemava vidva to? A zihar? Hej, čoko družba, pozdravljeni nazaj na kanalu Moje čokolade. Začel se je december, jej! December je moj najljubši zimski mesec. In to iz večjih razlogov. Prvi je ta, da je vse okrašeno. Vse je v lučkah, vse je v okraskih, vse je romantično. Ljudje so veseli. Meni se zdi tako, da je decembra v zraku kar neka tako druga energija, kakor čez leto. Drug razlog so valjda darila. Darila za Miklavža, za Božička, za novo leto. Pa še tretji poseben razlog, to je pa, da imam jaz rojstni dan. Kot že lahko vidite, predvidevate, malo kaj bom danes počela. Danes vam bom predstavila čokoladno Slovenijo in takile lepi zlato-črni embalaži. Noter pa to zgleda takole. Je v bistvu za čokolado, ki predstavlja našo državo. Koščki so razdeljeni po 12 slovenskih regijah. Vsak košček vsebuje nek dodatek, ki naj bi bil za to regijo značilen. Ker smo zdaj v takem prazničnem času, v času obdarovanja, je čokoladna Slovenija lahko ful lepo darilo. Recimo, ena ideja, sigurno ne veste, kaj bi podarili kakšnim bližnjim sodelavcem na novoletni večerji. Zakaj ne čokoladne Slovenije? Je odlično darilo tudi za kakšne poslovne partnerje ali pa kakšne obiske iz tujine, lahko pa tudi konec koncev sam za vaše domače. No, druga stran praznikov je, da veliko nazdravljamo. In jaz sem se odločila danes sprobati, s katerim vinom je ob naši čokoladni Sloveniji najboljš nazdraviti, oziroma katero paše h kakšnemu okusu. Povedati moram, da res nisem strokovnjakinja za vina, jih pa rada poskušam, pa kdaj kakšen kozarček tudi spijem. Tako da ta vina so izbrana čist na podlagi mojega subjektivnega okusa. Imamo traminca, belo vino, mislim, da kar klasika. Muškat Otonel, tegale v bistvu še nisem probala, se pa ful veselim, ker ga vsi ful hvalijo. Potem modra frankinja in pa cipro. Gledala sem nekako na to, da je vsako vino iz svoje regije. Spustila sem 2 na čistem robu. To pa zato, ker gre za 2 čokoladni vini, belo čokoladno pa rdeče čokoladno. To sta izdelka, ki se prodajata na Moji čokoladi, tale 4 vina se ne. Čokoladna Slovenija pa te 2 vina, krajina pa se. Vsi izdelki Moje čokolade bojo podani spodaj v opisu. Čokoladnih vin ne bom probavala zraven čokolade Slovenije, bom jih pa probala potem ločeno, samostojno. Na zadnji strani čokolade Slovenije imate pa tudi zapisane vse okuse, pa vse regije, torej okuse po regijah. Koščkov v tejle čokoladi je 12, vina so pa 4. Tako da jaz bom z enim vinom probala 3 koščke. Jaz bom z Muškat Otonelom probala okuse pomurske regije, koroške regije in pa osrednje slovenske regije. Gre za čokolado z dodatki konoplje, z dodatkom pražene čebule oziroma z dodatkom pehtrana. Tej 3 okusi se mi zdijo, da bojo kar izraziti oziroma znajo biti močni. Ne vem, še bomo probali. Tole vino je pa majčkeno bolj nežno, tako da se mi zdi, da ta kombinacija bo okej. Moram reči, da sem se super odločila. Muškat Otonel gre s temi 3 okusi odlično skupaj. Naslednje 3 okuse bom probala skupaj s tramincem. To, kot veste, je majčkeno bolj sladko belo vino. Zbrala sem si pa čokolado s posipom oziroma z dodatkom oreha, vrtnice pa sivke. Jaz mislim, meni osebno se zdi traminc majčkeno močnejši, kot recimo Otonel. Tej 3 okusi so pa majčkeno bolj nežni, majčkeno bolj taki zapeljivi, pa da vidimo, če sem se prav odločila ali ne.
Tlele sem mogoče majčkeno mimo udarila sivko. Sivka je kar močna, sem mislila, da ne bo toliko izrazita, ampak posip sivke je izrazit, okus je močen. In mislim, da bi šla mogoče boljš z muškat otonelom skupaj. Definitivno bolj z muškat otonelom. Oreh pa vrtnica se pa s tramincem super podata. Ostali sta nam še 2 rdeči vini in pa 6 regij oziroma 6 okusov. Z modro frankinjo bom probala čokolado z bučnimi semeni, čokolado s cvetnim prahom, pa čokolado s solnim cvetom. Z modro frankinjo tele 3 okusi so šli super skupaj. Modra frankinja je rdeče vino, kot vidite, in ima kar za mene osebno izrazit okus. Okusi v čokoladi imajo pa tudi izrazit okus, ampak se sploh z vinom ne tepe. Okusi se lepo pomešajo in se mi zdi, da modra frankinja res spodbudi okuse v čokoladi še bolj, kakor se jih mogoče čuti brez vina. Ostali so nam še 3 okusi in pa eno vino. Vino je Cipro, istrsko sladko vino, odlično desertno vino za tiste, ki ste ljubitelji. Okusi čokolade, ki so mi pa še ostali, pa so jagoda, hruška pa jabolko. Te 3 okuse sem s temle sladkim vinom zbrala lih zato, ker vino je že samo po sebi sladko. Te okusi so pa majčkeno bolj sveži, glede na to, da vsebujejo neko sadje. Moram priznati, da tele 3 koščki čokolade niso bili tako sadni, kot sem mislila, da bojo. So bili vseeno kar dosti sladki, zato s sladkim vinom Cipro za tiste, ki ste ful sladkosnedi, bi vam znali biti všeč. Drugače bi pa mogoče jaz na svet vam, oziroma če boste vi izbirali, Cipro s čokolado rajš spustila. Ne rečem, da je bilo slabo, daleč od tega, ampak je pa res, da je bilo tukaj v tem primeru čisto ok, če spijete ali sam kozarček vina, ali se pa sam posladkate s čokolade. Sta nam pa ostali za preizkusiti samo še 2 čokoladni vini, in sicer vini čokolad Imperial, ki jih izdeluje družina Kunej. Rdeče čokoladno vino in belo čokoladno vino. Rdeče čokoladno vino je mešanica temne čokolade in pa rdečega vina. Diši čokoladno. Vino je seveda sladko, tako piše. Jaz mislim, da sem našla svojo novo pregreho. Če sta v tem rdečem vinu samo vino pa temna čokolada, je tole belo vino sestavljeno iz majčkeno večjih sestavin. Belo vino, bela čokolada, šeri, kava in pa masleni piškoti. To se meni sliši kakor ena super kalorijska bomba, ena taka sladica, ki te nasiti za 5 ur naprej. Da vidimo, vino te sigurno ne nasiti toliko. Diši kot tiramisu. Čist tako. Okus je poseben, okus je dober, ampak moj zmagovalen glas gre tokrat rdečemu čokoladnemu vinu. Ne, da je bil slab, daleč od tega. Moje osebno mnenje je, da mi je rdeč za odtenek boljši. Koncem tega videa naj vam še položim na srce, kakšen košček čokolade preveč ni problem, dajte biti pa pametni pri alkoholu, veste, kaj se dogaja, če se spije preveč, tako da vse je ok v mejah normale, pa z glavo na zabavo. Jaz pa ne bi bila jaz, če ne bi v tem decembrskem vzdušju vas
tudi zrihtala enega darilca. In sicer prav ste uganili 10% popust. Tokratna koda za popust pa je Slovenija. Evo, prišli smo do konca, za današnji video je to. Jaz moram do konca pojesti tole čokolado Slovenije. Tale vina mi bojo mogli sicer pomagati sprazniti, ker jih je zame čisto občutno preveč. Vi pa se lepo imejte in pa še nas glejte. Čau!